Živijo v novem vlogu. Živijo. Sicer je zdaj že kar ura popoldne, pa nič se nisva javila, zato ker v bistvu jaz sem nekaj za tisto Prešernovo nagrado mogla še upravljati zjutraj in dopolnjevati, tako da je šel cel dan varit. Pa tudi drugače je tako cel deževen dan, tako da se tudi drugače verjetno ne bi predstavljala nekaj zelo, pa obleke mora oprati, tako da niti ni toliko grozen, da je deževen dan. Ja, na Norveškem pralnic ni, tako da 2 meseca nisva oprala, razen kar so neki na roke, tako da je kar veliko za oprati. 4 stroji bojo, ker je treba še posteljnino, pa tepihe, pa svašta oprati. Ja, veliko stvari. Tako da ja, pa še v trgovino morava, tako da verjetno ne bo glih neki posnetkov danes. Bo pa pol več. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner. Živja. Živim, mi smo se zbudili v Božičkovi vasi, v bistvu je ful lepo, tle smo že včeraj zvečer šli malo na sprehod in vse je okrašen, tako res je božično, take lepe hišice. Danes je pa sploh božično, ker smo se zbudili v sneženo jutro. Še zmeraj sneži, zdaj že je 2-3 ure, ne vem. Tako strehe so bele, smreke, trava je belo. Mi dva imava letne gume, tako da sva sicer ful navdušena nad snegom, ampak tudi nisva. Ampak ja, sreča se še ne prijema cest, tako da mislim, da bova preživela. Pa popoldne naj bi nehal, mislim, dopoldne naj bi sam snežil. Pa pol naslednji teden naj ne bi nič, niti dežval, niti snežil, tako da upam, da bomo malo bolj južno prišli, preden bo kakšen snežni metež. Upajmo. Ampak je pa res lepo, pa lepo vzdušje v Božičkovi vasi. Ja. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas. No, mi smo obiskali Božičkovo vas, ki nam je bila ful všeč, bilo je res pravlično, sicer ni več snežila, pa deževal, ampak imajo res ful lepo zrihtano vse hiške, pa milijon gift shopov, pa tako greš v pisarno lahko od Božička in se tam sprehajaš in potem priješ do Božička, ki tam sedi in se malo pogovarjaš s tem, kaj si želiš za Božič, pa iz kje si, pa znal je povedati pozdravljeni, pa da je v Ljubljana ve, kje je, da en njegov jelen, Rudolf, zelo rad ima Ljubljano, pa tako, bolje dober narejen. No, pa smo šli pa pogledati še jelene Božičkove, ki jih lahko hraniš, pa božaš, pa tako. In so kar ene par zanimivih dejstev, ga fanta izprašala o jelenih. Zelo zanimivo se nam je zdelo, da vse jelene, ki so do zdaj videla, so mislila pač, da so divji jeleni, ampak je rekel, da divjih jelenov ni, oziroma vsi divji jeleni so v lastništvu nekoga, zato velikokrat vidiš, da imajo tudi ovratnico in da je pač prepovedano sploh loviti jelen. V bistvu oni 3-krat na leto te jelene zberejo, pač eden glavni jelen ima GPS tracker, tako jih locirajo in potem jih zberejo in se odločijo, kjeri bo za meso, kjeri pač jih bo nazaj spustili. In
že rogovje pred paritveno sezono in vsako leto mu pol na novo zrastejo in najhitreje lahko zrastejo tudi 2 cm na dan, kar je res veliko. Ja, sem pa tudi opazila in sem tudi vprašala, eni jeleni imajo tako čist kosmate, tako je zelo mehke rogove, eni jeleni pa ne. In fora je, da oni, ko rastejo te rogovi, so še vedno mehki, potem ko nehajo rasti, se pa kar tako oguljajo in ne ratajo čist gladki. To se pa zgodi pred paritveno sezono, zaradi tega, ker jih takrat rabijo, ker se s tem tudi okrepijo, jih rabijo, da se pač bojujejo za samice. In tudi zato so nas opozorili, da se ne smeš jih dotikati, oziroma če se jih dotakneš, jih moraš zelo nalahko, ker če jih zelo močno, lahko to jelen dojame, kot da si ga izval v dvoboj in te lahko napade. Drugač pa so zelo prijazni in tako zelo mehki, lepo se čohajo. Dobro jutro. Živijo, evo, mi smo včeraj se nismo nič posneli zvečer, ker smo sem prišli šele ob 9, tako da je bila že čist tema. Tako da smo se pa danes zbudili v sončno jutro, tako da bomo zunaj pojedli zajtrk. Solar smo tudi nagnili, skoraj 90 stopinj ga moramo nagniti, ker je to nizko sonce. Ampak pol se pa orang fila. Bo pa kar lepo za zajtrk. Kar uživamo pa, kar toplo je danes. Tako kot na Norveškem je tudi na Finskem veliko takih kurišč, ki so zastonj logično. Zraven imaš tudi les, tako da si lahko skuhaš kosilo. Midva bova danes jedla ene klobasice ali nekaj, kar sva kupila v trgovini. Ja, izgledajo dobre. Pa krompir se pa tudi že peče tle gor. Pa še ful je lepo, ker je direkt ob reki. Voda. Sva si danes malo prvoščila. Kdo si ne bi želel striženja s takim pogledom? Pa še PCT pogoja ne rabim izpolniti. Rok je postrižen, končno je bil že en mesec kar tečen s svojimi dolgimi lasmi, tako da zdaj ni več tečen. No, tok ni več tečen. Ampak ja, no, danes bomo prvič prespali ob Finskem morju. Tako da to je to za ta vlog. Upava, da ste uživali, pa da ni bil preveč dolgočasen. Pa se vidimo v naslednjem. Ja. Ja.